Pozdravljeni. Tokrat prisluhnite ruski ljudski pravljici Lonček, kuhaj. Gre pa takole. Nekoč je živela revna ženica, ki je imela hčerko. Stanovali sta v stari bajti, kriti slamnato streho. Imeli sta samo nekaj kokoši. Ženska je hodila v gozd nabirati dračje, kadar je bila zima, poleti je tam nabirala jagode, jeseni pa je po poljih nabirala žitne klase in jih vezala v snopke. Deklica pa je hodila v mesto prodajati jajca. Nekega poletja pa je mati zbolela in deklica je morala sama v gozd po jagode. S sabo je vzela lonček in kos črnega kruha, da ne bo lačna. Je šla v gozd in tam je nabrala poln lonček jagod. Ko je bil lonček poln, je šla k studenčku, usedla se je tam in izpred pasnika vzela košček kruha. Takrat pa se je, kdo ve od kod, kdo ve od kje, poleg nje pojavila stara ženica in v rokah je držala lonček. Je rekla: "Joj, draga moja, tako sem lačna, že od včeraj zjutraj nisem nič jedla. Prosim, daj mi vsaj košček kruha." Deklica pa je bila dobrega srca in je rekla: "Kar vzemite cel kos, jaz grem ravnokar domov, bom še tam jedla." Starka je bila vesela, pojedla je košček kruha, nato pa je deklici v zahvalo podarila lonček, ki ga je prinesla s seboj. Ampak to ni bil navaden lonček. Starka je rekla: "Ko boš prišla domov, ga postavi na mizo in potem reci: Lonček, kuhaj. In lonček ti bo skuhal polno mlečne kaše, kolikor jo boš želela. Ko boš imela kaše dovolj, ti samo reči: lonček, stoj, in lonček bo nehal kuhati. Nikar pa ne pozabi besed, ki jih moraš izreči. Najprej lonček, kuhaj, in potem lonček, stoj." Deklica se je zahvalila ženici, ta pa je še tisti trenutek izginila neznano kam. Ko je prišla domov, je takoj postavila na mizo lonček, mami povedala, kaj se je zgodilo v gozdu, in zaklicala: "Lonček, kuhaj." In res, iz lončka je začelo vreti in je vrelo, joj, koliko je bilo sladke kaše. In ko je bil lonček do roba poln, je deklica zaklicala: "Lonček, stoj." In iz lončka je nehalo vreti. Z mamo sta se samo še usedli za mizo in pojedli sladko kašo. No, ko sta pojedli, je morala deklica v mesto, da bi prodala jajca. Šla je na trg, ampak tistega dne kupcev ni bilo veliko in dolgo je morala čakati, da je za uboge denarce prodala, kar je prinesla. Mama pa je bila doma že močno nestrpna, kar ni mogla dočakati deklice. Lačna je bila že. Pa je na mizo sama od sebe postavila lonček in ukazala: "Lonček, kuhaj." In iz lončka je spet začela vreti sladka kaša. Ženska si je rekla: "No, samo še po žlico in krožnik skočim pa bo." Je šla in ko je prišla nazaj, se je kaša že valila po mizi, iz mize na klop, iz klopi na tla. Ženska sploh ni vedela, kaj naj naredi. Ni vedela, katere besede naj uporabi, da bo lonček nehal kuhati. In je vila roke in je govorila: "Joj, ta moj ubogi otrok pa kaj je prinesel domov, sem vedela, da iz tega ne bo nič dobrega." Kaša pa se je kar valila iz kuhinje v vežo, ženska je bežala pred njo in nazadnje se je rešila tako, da je po stopnicah zbežala na podstrešje. Ampak kaša ni nehala vreti. Zdaj je kaša vrela že skozi okno in skozi vrata.
Že polno dvorišče jo je bilo, kot bel oblak se je valila proti cesti. Še dobro, da je deklica prišla takrat domov in je zaklicala: "Lonček, stoj!" In lonček je nehal kuhati. Kaše pa je bilo zunaj že cel kup, cel hrib, tako da so se morali kmetje, ki so se ravno vračali iz njive in s travnikov, pregristi skozi sladko kašo, da so sploh kam prišli.